Dober večer. Poletna vročina nas je tokrat pregnala v ohlajene prostore televizije Koper. Oddaja zato ne bo nič manj dinamična in zanimiva. Primorski športni konec tedna so zaznamovali nogomet, jadranje in atletika. Poglejmo si današnji napovednik. Goričani točko izgubili v zadnji sekundi. Zvrhana mera zadetkov v koprski mreži. Primorki državni prvakinji. Vasilij Žbogar na evropskem prestolu. Po dveh zaporednih gostovanjih je Gorica končno zaigrala tudi pred svojimi navijači, ki pa bodo morali na prve domače točke še nekoliko počakati. Tokrat so v srhljivi končnici tekme več zbranosti pokazale Domžale, ki so s športnega parka odnesle vse 3 točke. To je nogomet. V Novi Gorici je vse kazalo, da se bo srečanje končalo z najbolj nepriljubljenim rezultatom, a se je v zadnjih 5 minutah vse obrnilo na glavo. In to kar 3-krat. Infarktna končnica je postregla s 3 goli, ki so se vsak posebej zdeli odločilni. Na koncu je odločal le tisti v zadnji sekundi tekme, po katerim je sodnik Damir Skomina lahko samo še odpiskal konec srečanja. Nogomet nas na nek način nagradi za naše trdo delo in jaz sem vesel vsakega zadetka, upam, da jih bo čim več. Še lepše je pa, če s tem pomagaš ekipi do zmag. Na tekmi med Gorico in Domžalami se je ponovno potrdilo pravilo, kdor ga ne da, ga dobi. Prvo uro tekme so vajeti v svojih rokah držali domačini. Pripravili so si nekaj zrelih priložnosti, vendar so bili pri zaključevanju akcij vselej premalo odločni. Zadnje pol ure pa so pobudo prevzeli Domžalčani, ki so svoje priložnosti znali kapitalizirati in na koncu zmagali z 2-1. Comunque abbiamo creato delle occasioni. La squadra ha fatto vedere un discreto gioco, non era brillante come era le altre volte e questa è una valutazione che devo fare. La cosa negativa è che non abbiamo capitalizzato appunto queste occasioni. Questo un po' è un handicap che abbiamo già da diverse partite, dalle altre 2 partite che abbiamo fatto, perché creiamo diverse occasioni ma non riusciamo a buttarla dentro. Mislim, da tudi gledalci za malimi ekrani so videli dobro tekmo, borbeno z obeh strani. Mislim pa, da smo mi si veliko bolj želeli zmage, na koncu nas je tudi nagradila in mislim, da zasluženo odnašamo 3 točke domov. Goričanom se pozna, da so skupaj malo časa in da je na vhodnih vratih skoraj vsak teden kakšen nov obraz. Strateg Luigi Apoloni in njegovi pomočniki imajo pred sabo zahtevno nalogo. Istočasno morajo uigrati in podrobneje spoznati moštvo, pri tem pa ne puščati za sabo preveliko točk. A sezona je še dolga in tega se očitno zaveda tudi novogoriški mister, ki z vso vedrino zre naprej in brez težav prizna, da je potrebno še marsikaj popraviti. Probabilmente siamo calati fisicamente. Il Donzale, che fino a quel momento non è stato pericoloso perché ha creato praticamente nulla, ha avuto prima il palo dove ha buttato fuori e poi ha avuto alla fine quelle occasioni che gli abbiamo concesso noi. Ecco, dobbiamo lavorare sull'attenzione, che è quello che mi interessa, e anche sotto quell'aspetto anche atletico, perché chiaramente siamo calati, probabilmente abbiamo spinto perché volevamo vincere e probabilmente questa voglia di vincere ha fatto sì che non siamo riusciti a rimanere equilibrati. Ekipa se šele sestavlja, mi smo praktično na začetku, smo skupaj komaj en mesec, igralci še prihajajo, tako da moramo še delati, še veliko dela in jaz mislim, da ni nekih zdaj, da bi se bali za naprej. Treba samo delati in bo prišlo vse samo. Novogoričani bodo lahko vtis popravili že v petek, ko se bodo odpravili k presenečenju prvih 3 krogov Zavrču. Največ zadetkov v 3. krogu prve slovenske lige je padlo v Mariboru. Nažalost, v mrežo Koprčanov. Moštvo Vanolija je prvo gostovanje izgubilo s teniškim rezultatom. Štajerci so bili boljši s kar 6-1.
Koprčani so v štajerski prestolnici doživeli pravo učno uro. Rezervna zasedba državnih prvakov jim je pokazala, kako se bori za klubske barve in mesto v enajsterici, ter da v prvi slovenski ligi ni popustov, še posebej v Mariboru ne. Zlasti na derbijih je treba v tekmu iti 100% zavzeto, kar pa varovancem trenerja Vanolija ni uspelo ne v prvem, ne v drugem polčasu. Maribor-Koper 6-1. Jaz mislim, da predvsem dosti vplival ta zgoden zadetek takoj na začetku in kasneje nekako nismo prišli v igro. Moramo omeniti tudi priložnost, ki smo jo imeli pri 1:0. Pol v končnici prvega polčasa spet priložnost z naše strani in iz kontranapada gol. Če kar povežem situacijo v drugem polčasu, prideš ven, se pravi v 46 minuti dobiš tretji gol in jaz mislim, da tam bilo tekme konec. Malo kdo razume, zakaj morajo nogometaši sredi poletja, ko termometri kažejo 35 in več stopinj Celzija, čutiti pa je še kakšno stopinjo več, po največjem popoldanskem soncu tekati za okroglim usnjem. Tako kot Bonifika ima tudi Ljudski vrt reflektorje in nič ne bi bilo narobe, če bi srečanja vsaj v tem poletnem delu začeli nekoliko kasneje. Seveda na koncu so pogoji za vse enaki, smrtonosni in za kakovosten razvoj slovenskega nogometa neprimerni. Presenečenje, glede na vremenske razmere, veliko presenečenje, ampak zmaga je zmaga. Ne smemo iskati razlogov drugje. Mislim, da je bilo za obe ekipe enako, ker zdaj čujem tle neke izgovore. To ni res in za obe ekipo mi smo igrali slabo, Maribor boljše in zasluženo so nas danes v Ljudskem vrtu premagali. Ostali rezultati tretjega kroga so Celje-Rudar 0-1, Triglav-Zavrč 1-2 in Olimpija Krka 5-0. Koper bo v soboto doma igral proti Celju. Za 17:30, ko se bo tekma začela, so vremenoslovci napovedali 36 stopinj. Pa srečno. Sedaj pa dva primorska uspeha. Prednost dajemo dami. Maja Bratkič je na državnem prvenstvu atletike v Celju v troskoku potrdila odlično formo in postala državna prvakinja. Poglejmo. Medtem ko je Snežana Rodič nastopala na mitingu Diamantne lige v Londonu, kjer je spet kraljeval prvi zvezdnik svetovne atletike Usain Bolt, so se najboljši slovenski tekmovalci in tekmovalke v Celju pomirili za naslov državnih prvakov. Odsotnost Koprčanke je odlično izkoristila Novogoričanka Maja Bratkič, ki je v konkurenci samo še eno tekmovalko zmagala. Državno prvenstvo je le državno prvenstvo, čeprav je bilo res naporno, ker sva imela v bistvu, sva bile samo v dveh, tako da je bila ta pauza malo krajša, ampak jaz sem pač s to tekmo zadovoljna. Peta na mitingu v Londonu, Snežana Rodič, se je v Celju prikazala drugi dan prvenstva. Tekmovala je v skoku v daljino in z daljavo 6:41 osvojila naslov državne prvakinje v disciplini, ki ni njena paradna. Sem kar v redu skakala solidno, 6:53 imam osebnega, danes 41, tako da sem v bistvu tudi prišla, da skočim 3-4 skoke, ker sem prišla direktno iz Londona, tako da sem kar zadovoljna in glede na to, da smo v polni fazi treninga, zadnje priprave pred svetovnim prvenstvom, moram reči, da je današnja tekma kar v redu. Rodičeva bo vse sile sedaj usmerila v prihajajoče svetovno prvenstvo, ki ga bo od 10. avgusta naprej gostila ruska prestolnica. Sladice praviloma pridejo na koncu in tako je tudi v današnji športni mreži. Izolan Vasilij Žbogar je na Evropskem prvenstvu razreda FIN pometel z vso konkurenco in se okitil z naslovom evropskega prvaka. Vasilij Žbogar je ponovno dokazal, da je prava morska pošast. Pozejdonov sin, ki morje in njegove pasti pozna kot lasten žep. Po 10 letih in potem, ko je zamenjal razred iz laserja v FIN, je ponovno osvojil naslov evropskega prvaka. Izjemno sem zadovoljen s tem rezultatom. Mislim, da sem jadral čisto vsako regato izjemno dobro, brez nikakršne minimalne napake. In kljub temu, da sem imel da se mi je dvakrat poškodovala jadrnica, sem kljub temu uspel odkončati regate in bil celo v samem vrhu konstantno in jaz mislim, da sem zasluženo osvojil to prvenstvo.
Dobitnik 2 olimpijskih medalj je po zamenjavi tekmovalnega razreda očitno na pravi poti. Veliki cilj so seveda olimpijske igre, ki bodo leta 2016 v brazilskem Riu de Janeiru. Takrat želi Žbogar biti na najvišjem nivoju in se ponovno vključiti v boj za medalje. Mislim, da je to samo plod nekega trdega dela, ki smo ga to zimo naredili in bistvo je, da gremo v pravo smer. Imamo še kar nekaj dela pred nami, ampak to je izjemna motivacija tako za mene kot za ostalo ekipo in selimo se zdaj na svetovno prvenstvo, še zadnja najbolj pomembna regata letos in potem bomo zavihali rokave in popravili še te malenkosti in probali biti drugo leto še boljše. Žbogar je v Tallinn, ki bo konec avgusta gostil svetovno prvenstvo, neposredno iz Nemčije že odpeljal svojo jadrnico. Tudi v Estoniji računa na najvišja mesta. Vaskotu seveda iz srca čestitamo tudi mi in mu seveda želimo čim več takih uspehov. To je bilo vse za danes, vidimo se ponovno prihodnji ponedeljek.